Nedavno je bil v reviji Radiology, to je ena najuglednejših revij z tega področja, objavljen vaš članek z dvema soavtorjema, v katerem obravnavate metodo, ki jo izvajamo tudi v kliničnem centru, ultrazvočno metodo s slikanjem s kontrastom, posebej pri majhnih otrocih. Nam lahko razložite več o metodi in več o pomenu vsebini tega članka? Seveda, hvala lepa. Ja, resnično smo ponosni, da smo uspeli predstaviti svoje delo v tako ugledni reviji. Članek govori o različnih možnostih uporabe kontrastnega sredstva za ultrazvok pri otrocih. To kontrastno sredstvo postavlja ultrazvočno preiskavo v neke nove okvire, daje ultrazvočni preiskavi možnost ocenjevanja struktur in sprememb v telesu, primerljive s CT in magnetno preiskavo, tako da je to velik dobrobit za to tehnologijo, kajti ultrazvok je, kot veste, na nek način veliko bolj prijazna pacientu metoda, kajti z ultrazvokom se pomaknemo do pacienta, preiskavo lahko naredimo na mestu njegove obravnave, metoda ne uporablja ionizirajočega sevanja, za metodo niso potrebne nikakršne posebne priprave, ni potrebna anestezija, tako da je v bistvu majhnim otrokom to zelo prijazna metoda. In da smo možni določene bolezni prepoznati in bolje opredeliti s to metodo, je v bistvu res v veliko pomoč nam zdravnikom pri našem delu. V tem konkretnem članku smo predstavili predvsem najnovejše aplikacije te metode, klinične aplikacije te metode v medicini. Predstavili smo veliko področij, s katerimi se konkretno mi ukvarjamo, torej z diagnostiko bolezni možganov pri majhnih otrocih, z diagnostiko bolezni pljuč, črevesja in pa tudi ledvic. V članku smo sodelovali s kolegi iz Boston Children's Hospital, to je vodilna bolnišnica, pediatrična bolnišnica v Združenih državah Amerike, to je tudi učna bolnišnica Harvardske univerze in s temi kolegi že nekaj let uspešno sodelujemo, tako da smo veseli, da smo lahko to sodelovanje sedaj tudi v širšem krogu predstavili. V bistvu smo v UKC-ju oziroma ste zdravniki v UKC-ju to metodo prej izvajali kot v Boston Children's Hospital. Tako je, to je zanimiv tudi malo splet okoliščin, kajti tukaj imamo srečo, da smo v Evropi uspeli registrirati kontrastno sredstvo za ultrazvok preden je bilo to možno v Ameriki, tako da smo v primerjavi z zdravniki v Ameriki v prednosti. Saj smo s temi preiskavami začeli že nekaj let prej. Pri nas, jaz se s temi preiskavami ukvarjam mogoče od leta 2013, leta 2014, tako da imamo že dolgoletno tradicijo in smo te naše izsledke predstavljali že v teh letih na raznih mednarodnih kongresih in smo tako pridobili njihovo pozornost, zato so nas povabili k sodelovanju. Sicer pa ste omenili, da je to metoda, ki je zdaj v porastu. Predvsem je ta metoda, ima vrsto dobrobiti za res zelo majhne paciente, za dojenčke. Nam lahko mogoče poveste še kaj več o tem? To se pravi, verjetno gre za preiskave pri dojenčkih, kjer bi CT ali pa druge bolj agresivne preiskave težje izvedli ali pa sploh ne. Tako je, pravilno. Sama metoda ultrazvok s kontrastnim sredstvom obstaja že več kot 2 desetletji. Se je pa metoda v vseh teh letih izpopolnjevala in hkrati smo ugotavljali še nove možnosti bolezni, pri katerih bi nam ta metoda prišla prav. Pri otrocih je v zadnjih letih prepoznan velik potencial te metode, ravno zaradi teh argumentov, kajti metoda je, kot sem že omenil, neškodljiva, neinvazivna, ne uporablja ionizirajočega sevanja in ni nobene potrebe po anesteziji, tako da to so že vse prednosti, ki so pri majhnih otrocih, ki so za učinke sevanja in pa anestezije še toliko bolj dovzetni, še toliko bolj koristna. Druga dodatna prednost te metode, ne nazadnje, pa je tudi to, da z metodo lahko pridemo mi v intenzivno enoto na oddelek do bolnika, neposredno do bolnika, kajti nekatere bolnike je zelo težko prestavljati do teh kompleksnih velikih aparatur, kot sta CT in magnet,
ali pa zahtevajo neko podporno zdravljenje, ki je že samo po sebi nekompatibilno s CT ali pa magnetno preiskavo. Tako da ultrazvočna metoda s kontrastnim sredstvom tukaj predstavlja tudi neke dodatne nove možnosti, ki prej v bistvu niso bile sploh možne. Najlepša hvala za ta pojasnila. Hvala vam.